Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prijazen dober večer. Če je resničnost teh zadnjih dni svetovno prvenstvo v nogometu in je nogomet obnorel svet, pa lahko rečemo, da na duhovnem področju, na področju duhovnega stanja, duhovne rasti, če hočete, ali nazadovanja, je Da Vinčijeva šifra. Ne kot knjiga, tudi kot film, je popolnoma razburila svet, razklala marsikaj na dvoje, predvsem pa odprla veliko vprašanj. Poskušajmo se napotiti v jedro resničnosti, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s priznanim profesorjem, doktorjem Francetom Sussmanom. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam, gospod doktor. Profesor dr. France Sussman je zgodovinar. Znanstvenim doktoratom, je publicist, je esejist, je pisatelj, je tudi parapsiholog. Mislim, da veliko pove, da je bil leta 2004 proglašen za sončno osebnost leta 2004. To je bilo priznanje za njegovo življenjsko delo na področju vsebine osebne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja. Seveda po izboru bralcev in uredništev 7 spletnih strani in revij v vsakoletnem projektu Sončna osebnost. Letos je dobil to priznanje naš Kranjčan Marko Pogačnik. Ja, kot sončna osebnost je bil tudi dr. Janez, predsednik države, ne? Ampak jaz sem bil prvi, ki sem dobil priznanje za svoje življenjsko delo. To je nekaj drugega kot sončna osebnost. Ja. In lani, letos pa Marko Pogačnik. No, opus vašega dela, dr. Sussman, je izredno veliko. Prav vesel sem, da ste se odzvali vabilu našega uredništva na temo, o kateri naj se kar ne bi govorilo. Kajti tema odpira neke resnice, v luči katerih nekako zasvetijo vatikanske zadeve kot nekakšna prevara skozi 2000 let. In seveda se mnogi izogibajo temu. Veste tudi, da ob pojavu knjige Da Vinčijeva šifra, ob pojavu filma sploh, je bilo veliko akcij, tudi Opus Deia in drugih inštitucij cerkvenih, da bi preprečili nasploh že snemanje filma. No, film je vseeno doživel svojo svetovno premiero, ampak nisem mislil, da se pogovarjava o filmu, o Da Vinčijevi šifri. Takšna je, kakršna je. Del teh iskanj svetega grala, o čemer bova tudi govorila. Mislim, da je pač si pisatelj dovolil svojo licencijo poetiko in nekatere stvari prilagodil zgodbi, da se lažje odvija, da teče. Ampak to nas ne sme zapeljati, da ne bi videli bistva te Da Vinčijeve šifre, da odpira neka vprašanja, neke resnice, ki so proglašene kot heretične. In so bile takšne tudi v preteklosti. No, to vprašanje smo že zelo dolg časa poznali. Njegova zasluga je to, da je prišlo v javnost. 50 milijonov izvodov njegove knjige prodanih. To je čist nekaj drugega kot to, kar smo se mi trudili, da bi iste reči, o kateri govori, da Jezus ni umrl na križu, najvažnejše. To se sploh ni dal prideti ven, da bi se o tem govorili, zdaj pa je. Ne? No, mislim, vi ste o teh stvarih zelo pisali. Navsezadnje, mislim, da je celo vaša doktorska dizertacija bila raziskava neke resnice o cerkvi.
in ste prišli do presenetljivih ugotovitev, ki ste jih pomenovali Petrova cerkev, Pavlova cerkev. Tako je. In recimo vaša študija Pavlova kriva vera je preplavila vas svet, ki ste objavili tudi na internetnih, na spletnih straneh. Podrobneje o tem govori. Skratka, imeli ste dostop do dokumentov, ki ste jih znali brati, ki jih niste pustili interpretirati, ampak ste skušali slediti resnici. Zdaj pa gospod dr. Sussman, poglejva, Da Vinčijeva šifra je nekako iskanje tega grala. To je verjetno tesno povezano z vprašanjem Jezusa. Pa ne mislim na... On išče v tej knjigi Jezusovo kri z Marijo Magdaleno. In to je za nas, jaz bi rad čist na kratko to samo odpravil, ker je zelo precej nepomembno. Kaj imamo od tega, če imamo tukaj nepar ljudi, ki so direktni potomci od Jezusa? A kaj predstavljajo, a živijo tako, ali učijo tako, kot je on učil? To so pravi potomci, ne? Iskanje grala je pa iskanje Marije Magdalene, pa to, ne? In pa zlasti gral, to je najvažnejša stvar, v zgodovini iskanja so govorili, ne bi bila čaša, v kateri je bila Jezusova kri, mi pa imamo eno posodo, v kateri je njegova kri. In to je Torinski prt. V tem prtu je kakšne pol litra njegove krvi. Kje imamo na svetu kaj podobnega? Ne? To je čudovita svetinja, ne, prava njegova kri krvne skupine AB. In ta kri, ki je tekla v grobu, sveža, iz 28 ran, tudi v grobu, dokazuje, da Jezus ni na križu umrl. In Hasnaber je bil en fant, nemški, je 47. leta dobil sporočilo od Jezusa naravno, da Jezus ni na križu umrl in da bo on to raziskal in obelodanil. In pol drugo leto potem je za Torinski prt zvedel in zvedel tudi, da sodna medicina dokazuje iz prta, da Jezus ni na križu umrl. To je fizično dokazano. To je medicina dokazala. To smo zasledili. In če se evangelije bere, vidite tudi, da po križanju, po tako zvanem ustajenju, da je isti, kot je bil. Nič spremenjen. In to on hoče dokazati. Ne? Torej, jaz bi samo rekel, ostanimo pri tem, da ni odrešenja z neko usmrtitvijo, on tega ni nikdar napovedoval, če bi bilo tako važno, bi moral povedati prej, ne? Da nas bo odrešil s svojo smrtjo. Nikjer tega pri nobenem preroku ni bilo rečeno, da bo umrl za nas. In to se pojavlja šele konc 1. v 2. stoletju pri Pavlu. Ne? To je semitska religija, da nekdo prevzame grehe. Tudi izvirni greh je Pavlova iznajdba. Ne? Drugod tega ni. Ja. Dobro, govorite o Pavlu. Gospod doktor, spominjam se nekega najnega razgovora par let nazaj, ko so se ravno o tem pogovarjala in ste mi pripovedovali o svojih raziskovanjih in ste rekli nekako približno takole. Petrova cerkev je bila cerkev ljubezni. Pavlova cerkev je cerkev militantnosti, je cerkev nasilja, celo zla. Zdaj v tej zadnji študiji na spletnih straneh ugotavljate, da gre za neko krivo vero. Peter je bil Jezusov apostol, Pavel ni bil. In vsi apostoli so imeli Pavla za krivoverca. In na tej krivi veri
je zgrajena naša religija. Zato je svet tudi danes prišel, ker nimamo prave religije. To ni religija. Kaj je bistvo potem Petrove cerkve? Bistvo Petrove cerkve je to, kar je Jezus učil, to, kar je v Jesenski poslanici miru, ki zdaj prihaja. Lahko pokaževa v kamero to knjigo, to je vaše delo, Jesenska poslanica, pa je ta knjiga sploh dostopna ljudem? Ja, zdaj smo jo ravno kar natisnili in bo prišla prihodnje dni v knjigarne. Jesenska poslanica, torej, pa še ena knjiga je, ki govori o tem, Zarota proti Jezusu. Ne? Zarota proti Jezusu, ta je pa pošla. Človek se mora potruditi, da pride do tiste knjige. To je treba poznati. Pa bo kaj ponatisa? Prosim? Bo ponatis? Ja, upam, ne. Upam. Torej, Zarota proti Jezusu je tako potrebna tudi za našo izobrazbo, splošno izobrazbo, ker tam okrog se vrti vsa zgodovina človeštva. Ne? In kaj je Zarota proti Jezusu? To, da je kardinal Ratzinger, zdajšnji papež? Ja, sedajni papež leta 88, ko se je to veliko razpisalo po svetu, da Jezus ni na križu umrl, da prto dokazuje, je on odredil, da so napravili, 6 let so pripravljali radiokarbonsko analizo na prtu in potem so 21. aprila so odrezali iz prta takle koščke, ga razrezali na 3 in potem stehtali, fotografirali in tako naprej. Odšli v sosednjo sobo in tam so dali v pripravljene posodice koščke enega prta iz Francije, ki je bil podoben v tkanju in za katerega so vedeli, da je 14. stoletja. In pa so slovesno proglasili 13. oktobra 88, da je torinski prt potvorba iz srednjega veka. Ne? Jaz nisem nič vedel, da se te analiza dela, nič ni bilo tega. Ne? Pa bom pokazal še tole sliko, ki sem jo eno leto prej dobil. Sem to stvar zelo spoštoval. Ne? In ko sem to slišal, sem jaz udaril s tole pestjo po mizi in sem rekel, to je pa zadnja svinjarija, ki se je cerkev dovolila. Pa nisem nič vedel. To je študij, ne? Da si podkovan v eni stvari in veš, kako stvari tečejo. Dobro, gospod Sussman, kdo pa je potem odkril to prevaro? Istočasno je slišal to novico Holger Kersten, ki sem ga že prej poznal, zelo dober raziskovalec, in je rekel, to je pa cerkev naredila, jaz bom pa dokazal. In je šel in je študiral, fotografiral in to, kaj se je takrat v Torinu zgodilo, ko so to odrezali, kakšne mere in tako naprej. To je bila prava in potem je šel pred preiskava. 3 inštitutom, katerim so dali v analizo te koščke prta in tam ugotavljali, da so res dobili čist drugačne koščke prte. Še en drug je to raziskoval, ki sem ga tudi prej poznal, to je bil Karl Herbst, župnik katoliški, in on je pa že leta 91, 3 leta potem, slišal od tisti, ki so vodili to prevaro pri analizi, so mu rekli, da naj se obrne za pojasnila na vatikanske avtoritete, ker on posluša samo njih, ki so dali to navodilo. In potem je vprašal Ratzingerja in Ratzinger je odgovoril leta 91, naj se obrnejo na monsignorja profesorja Ričija v Rimu. Dal naslov, telefonsko številko, ki jo imamo, ja. In on je spraševal, ne vem kolikrat, Ričija, benga odgovora. To vidite, koliko je zanesljiva taka avtoriteta. Torej Ratzingerja sem jaz imel do takrat in druge take ljudi za naivne in za nevedneže, ko sem pa videl, da je to naredil, sem pa rekel, to pa ne drži, on je pa goljuf, prevarant, nezanesljiv.
on vara ljudstvo. Tam imamo en dokaz, da fundamentalna dogma krščanstva ne drži in nikoli ni držala, da bi nekdo umrl za nas na križu in on se je tega ustrašil in je dal napraviti potvorbo. Kaj to pomeni, ne? Lahko seveda Ratzingarja sprašujemo, kolikor smo, ne bom benga odgovora nikoli, ne. No, ko pogledate, dr. Sussman, recimo, če pogledam samo vašo raziskavo, recimo tudi raziskave Ehrmanove, ki je tudi pisal o izgubljenem krščanstvu, ne? Ta ameriški zgodovinar in raziskovalec, in še vrsta drugih avtorjev. Ne navsezadnje zdaj izgubljeni evangelij po Judi Iškarjotu. Ali lahko komentirate, dr. Sussman, tole, poznamo 4 evangelije, te je Vatikan priznal, zgodovina pa le pravi, da je vseh evangelijev 27, vendar so bili Spisov Nove zaveze. Spisov Nove zaveze. No, ampak vsi ti so izločeni, razen teh 4, so izločeni in označeni za Ne, herezijo. 27 spisov je priznanih. Je priznanih. Ja. Koliko jih pa Velika večina so Pavlovi spisi. Tako zvana Pavlova pisma, ki Bog ve, kdo jih je napisal, ne? Aha. On pa gre pod njegovim imenom in skozi stoletja se je učilo, da je to pravi. Ja, kaj pa ostali evangeliji? Poglejte, celo Tomažev evangelij, za katerega trdijo strokovnjaki, da je verjetno avtentično Magdalenin pravi evangelij Kristusov in tako evangelij, naprej. ne? Magdalenin evangelij in Ja, tako ja. naprej, ne? Vsak od teh ima kakšno zelo zanimivo jedro resnice, ki nam pomaga marsikaj razumeti, ampak v bistvu gre za to, da razumemo, kaj je Jezus res učil, kako je živel in kaj je on priporočil za odrešenje. On je priporočil, naj živimo v smislu narave in zakaj je bil obsojen na smrt. To je pa ena glavnih stvari v zgodovini človeštva. Tam Nam se jo ne lahko govori. razodenete? A? Nam jo lahko razodenete? Ja, zakaj je bil obsojen na smrt? On je bil pravi kralj. Judovski kralj je človek postal z maziljenjem, s slovesnim maziljenjem. In kdo ga je mazilil? Mazilila ga je Marija Magdalena, ki je bila tudi kraljevskega rodu, visokega rodu, lepa ženska, zelo duhovna. Ona ga je posvetila v kralja, 6 dni prednje je nastopil javno v templu in potem je šel v tempelj in v templu oznanil kot prvo nalogo, prvo resnico, to, zaradi česar je on na svet prišel, kar je ponovno poudarjal, da je na svet prišel, da se ukinejo vse žrtve, vse krvave žrtve, vsako pobijanje živali. In ljudi. Prosim? In ljudi. In tu je vir tega, ne? Od tega izhaja. Če ne bi živali pobijali, se ljudje ne bi pobijali med sabo. In tempelj je bil nič drugega kot klavnica, velika klavnica. In seveda, ljudje so, on je to dobro razložil že prej, po vaseh, ljudje so mu sledili in s tem je on spodnesel podlago ekonomskega žitja v Jeruzalemu in so ga hoteli hitro se znebiti, ne. On je bil pa pripravljen na to, je vedel, kaj se bo zgodilo, z drugimi, Ponci Pilat je vedel za to, Nikodem, Jožef iz Arimateje, Judež je vedel za to in so se lepo pripravili na to križanje in je potekalo čisto po načrtu, brez nevarnosti, da se mu kaj zgodi. Trpljenje je bilo ogromno. Če ni umrl, je bilo zaradi tega še večje trpljenje, ne. Ampak so mu dali nekaj pripravljenega za spit, to je bil kis, ampak v kisu je bila kuhana korenina mandragore, to lahko od nas vsak
proba Mandragero goro dobiti in to popiti, bo za 2 dni popolnoma zaspal. Proč, ja. In tako je Jezus to srknil, ko je rekel ženicam, je bilo domenjeno, in potem je bil 2 dni popolnoma v miru, tako mirno vse, da so se rane začele zdraviti, in k križanju so prinesli eno mešanico, 30 kg mešanico aloe in mire, ki je za zdravljenje odprtih ran, seveda 30 kg, veliko preveč, 3 kg je bilo dovolj. In po mojem je bil kdo od njegovih zdravnikov tudi z njim v grobu in po 2 dneh je on toliko kreval, da je lahko ven prišel s podporo drugih in se v jesenski hiši opomogel. Potem je deloval še, pravijo, nekako 1 leto in pol na severu Palestine in s svojimi so vedeli, da je on tam, so zelo pazili, da ne bi odkrili krvniki, in potem so vedeli, da je pa čas, da odide, in je šel v Indijo. In en podatek imamo, da je bil najboljši njegov spremljevalec Judež. Iškariot. In Tomaž, brat od Judeža, ne? In da so skupaj šli potem v Šrinagar in je tam še on dolgo deloval. Samo to je pa zdaj v nasprotju recimo s to obstoječo resnico, da se je Judež Iškariot obesil. To je iznajdba cerkve. No, nimam bene zgodovinske podlage. Pa so dokazi recimo za te stvari, ki ste jih ravnokar pripovedovali. V čem so ti dokazi? O čem? O tem poteku, kako se je pripravila smrt Jezusova in če mi gledamo, njegov odhod. Če mi gledamo vse opise, ki jih imamo, vidimo. Če so prinesli aloe in miro, ki zdravijo odprte rane, če so mu dali pijačo, ki je bila prej pripravljena, to ni bilo slučajno, ne. On ni slučajno preživel križanje. Tudi ko je zadnje potovanje se pripravljalo v Judejo, ne, iz Samarije, so mu rekli, ne hodi, te bodo ubili. Je rekel, moram iti, da se izpolnijo prerokbe. Prerokbe so pripovedovali, da mora trpeti, da mora biti križan, ne, in on je po tem načrtu deloval. In to je treba poudariti, da to je bil človek, ki je deloval nekaj več kot 2 leti javno in je zapustil tako sled, da cel svet štejemo štetje, po njim vsakdo ga pozna, povsod je prisoten in tako naprej. Samo na žalost ga je cerkev napravila tako nemogočega, da se o njem ne da govoriti. O Jezusu se ne da govoriti. Ja, ker se ne sme podvomiti, mislim, ker je dogma. Ne, se ne sme govoriti, ker ljudje pravijo, kaj je to, ne. Ja. Se ne zanimajo za to. Če slišite, da se 2 pogovarjate o Jezusu, takoj mislite, da sta 2 sektaša ali Bog ve kaj. Also, Brown je pa zdaj usposobil, da se o tem govori, 50 milijonov izvodov prevedenih, in če zdaj pravimo, bomo govorili. Vi lahko napoveste predavanje o Jezusu in ne vem kaj, bo prišlo 10 ljudi. Napoveste predavanje o Da Vincijevi šifri, potem pride 500 ljudi, ne. Ja. To se pravi, on je sposobil, da se o tem lahko govori in da nas lahko govorimo o Jezusu kot možu od Marije Magdalene, to je noter, ne. To je glavna stvar. To iskanje grala se še nadaljuje, ne, ampak ne grejo na to, kar je pri roki, ne. Dobro, gospod doktor, pogledajte, ta prt, v katerem so rane, ker namreč mrzličine krvavijo, ne, to je znana medicinska resnica. Takole kamera bo pokazala to sliko. To je odtis iz prta, ne. Ta odtis sem jaz dobil leta 87. Ja. Leta 88 je bila narejena potvorba. Takrat, ko sem to videl, sem se zelo čudil, ne. Je nastalo v mojem naročju v seansi v Ameriki in spodaj na levi
je moja mama. Kdor jo vidi in jo je poznal, pravi, to je Panškova mama. Ne? Kot pečat, ne, da je to nekaj izrednega. In prav ta prt, torinski prt, je največja religija, največji, najboljše, najsvetejši predmet, kar jih ima človek. In kakšna je zdajšnja usoda torinskega prta? Jo, imajo dobro shranjenega v Torinu, v katedrali. Ne? Zato torinski prt. Ampak ne samo, da so napravili takrat potvorbo. Nekaj let pozneje so zažgali cerkev. Da bi uničili prt. Cerkev je dalo, verjetno Ratzinger. Ja. Da bi, to so bili taki tramovi nad prtom, da bi prt uničili. Ne? Ta dokaz, da Jezus ni na križu umrl. Ja. Kaj to pomeni, gospod Susman, da Jezus ni na križu umrl za, za cerkev kot inštitucijo? Ja. To je popolnoma nasprotna resnica. Ne? Vsa cerkev temelji samo na njegovi smrti. To je dogma odrešenja, ni čist nič drugega kot to. Vse druge dogme izvirajo iz tega, vsi zakramenti tečejo iz tega in tega ni bilo. To so bile nepokrite menice, ki jih je cerkev talala 2000 let. Ja. In kaj to zdaj pomeni, recimo, vse te resnice, ki prihajajo na dan? To je zelo v redu, to je zelo fajn, ker to pomeni, da moramo mi poiskati, kje je odrešenje. Se vidimo, da nismo odrešeni. To lahko se govori, da smo odrešeni, ne vem kje, ne. Vidimo, da nismo odrešeni. Ja, še enkrat, v Jesenski poslanici miru je opisano, kaj je Jezus učil, kako naj živimo, se prehranjujemo, živimo z naravo, da premagamo vse bolezni, vse težave. On je tudi zdravil in to je tudi zapisano v tej Jesenski poslanici. On je bil največji zdravilec v zgodovini človeštva. Sicer je zdrav tudi tako, močno, ne, v hipu, ampak glavno je, da je zdrav tudi tako, da je on ljudem, ko jih je zdrav, zmeraj rekel, pojdi in ne greši več. To se pravi, da je on razložil, zakaj so bolni. To, kar danes medicina sploh ne razloži, odkot je bolezen. Ne? On je dobro analiziral, prvi del je analiza bolezni in drugi del opisuje način posta, kako se mi s postom. To se pravi, in ljudje tudi tega ne vedo, ne? Da je še danes bistvo židovske vere, kaj? Žrtvovanje živali. To je bistvo, ne? In Jezus je prišel in je ljudem rekel, to ni odrešenje, s tem je treba nehati. In kaj je on prinesel? On je prinesel, to sem pa v svojih doktorskih dizertacij že odkril, v klementinskih spisih, da je on učil kot odrešenje krst. Krst. V tej knjigi je 7-krat beseda krst omenjena, v smislu, da nič ne jemo, samo vodo pijemo, toliko časa, dokler ni vse splaknjeno, vse pozdravljeno, in to so imenovali pred 2000 leti krst. Ja. Namreč danes poznamo krst kot oblivanje z vodo. Ja, par kapljic na čelo. Ne? Ja. Ja. In s tem si odrešen. Ne? Ja. Otrok, ki ni bil krščen, je prišel vekomaj v natemo, kdor je bil pa krščen, je bil pa odrešen. Ne? Ja, tako je bilo rečeno. Če pogledava, gospod Susman, danes recimo se zlasti z ustavo Evropske unije zelo govori o krščanski tradiciji evropske kulture. Tako. Če se spominjate, teden dni nazaj, dober teden, je kardinal Rode na obisku v domovini, v pridigi v stolnici, zelo vehementno pozival k vrnitvi k krščanski tradiciji. Kaj je krščanstvo? Ja, jaz bi ga vprašal, kaj pa je to? No, saj, kaj je krščanstvo? Ja, ampak zdaj jaz vas sprašujem. Kakšna tradicija? Tu se pravi, za enega tradicija ni čist nič drugega kot zvestova cerkvi. In čaščenje teh pustnih šem.
Poglejte, zdaj, ko so bili skupaj spet v stolnici, to je pust, nič drugega. Same zunanjosti, ne. Ja. Te barve, pa zlato, pa vse to, ne. Kakšen smisel ima to? Kaj ima to v zvezi z religijo, pa z Jezusom? Z vero, recimo. Ki je ravno prepovedal ravno take reči, ne, v evangelijih. Ja. Dobro, zanimiva bi bila gospod doktor, vaša pripoved o tem, kar ste odkrili v dizertaciji. Petrova cerkev. Lahko To je zelo na zanimivo, kratko, veste kaj, to bi jaz zdaj tukaj povedal, ker ni časa, da bi vse razlagal. ampak bistvo Ampak Petrove cerkve in bistvo Pavlove cerkve, tako da lahko gledalke in gledalci recimo vidijo to razliko. Leta jo začutijo. 62 približno, tam je bilo novo življenje v Jeruzalemu tako razbohoteno, da so vsi o tem govorili. To sem jaz najdel v klementinskih spisih. In potem so voditelji templa povabili Jakoba, ki je bil Jezusov brat in je vodil 26 ali pa 28 let cerkev, Jezus pa 2 let, ne. In so povabili njega in njegove na javne debate v templu. To je bilo ogromno ljudi, vsak dan v templu, en teden so trajale te debate in najprej so tempelski razlagali, da je odrešenje v žrtvovanju živali, da je Mozes to predpisal. Potem je pa Jakob govoril in njegovi so rekli, to sploh ni res, to je laž. To je znajdba. Mozes ni nikdar žrtev predpisal, nasprotno odpravil jih je. Mozesove knjige so bile napisane šele 500 let po njegovi smrti. Ezra po babilonski sužnosti in tako naprej. In potem, to je bilo tako prepričljivo in to prepriča tudi vsakega človeka. Kdor je pripravljen poslušati te razlage, se prepriča, če je res pošten, ne. In tempelski voditelji so bili pripravljeni sprejeti krst, kot je rečeno. Ja? Ne? No, ampak Ja. bistvo te Petrove cerkve, doktor Susman. Ja, bistvo je bilo to, kar sem rekel, ne, kar je tale noter. Bistvo je, da Ljubezen. mi živimo v stiku z naravo, se prehranjujemo naravno. Tukaj govori Jezus celo o presni hrani, pa mal na dan, dobro žvečet, in o sadežih kot prava hrana, potem pa stik z vodo, soncem in tako naprej. Ne. To je Petrova in Jakobova cerkev bila in to je bilo zelo razširjeno. Zelo. Ljudje so pristopali, spreminjali svoj način življenja, ne. In potem je pa v tempelj prihrumel Pavel in je z eno gorečo baklo udrihal po Jakobu, ga je vrgel po stopnicah, da se je zlomil ena ali obe nogi. In seveda, jeseni so bili zelo dobri zdravilci, so ga pozdravili malo, Pavel je zbežal, ne. Ampak takrat se je spet zasukala zgodovina. Ko ne bi tega bilo in bi se tempelski voditelji spremenili, ne, preobrnili, bi imeli raj na zemlji od takrat. Sploh ne bi bilo vsega tega, kar doživljamo že 2000 let. Same vojne, samo mir je slabše, zmer Dobro, je ampak slabše. doktor Susman, zdaj pa za razliko od te Petrove cerkve, mislim, saj Pavlova. znano je, da je Peter tudi ta princip te cerkve, ne, prinesel s seboj v Rim in so tisti Peter ni prinesel nič v Rim, verjetno ga sploh v Rimu ni bilo. Ja? Ne, on je bil v Antiohiji in tam, ne. On je bil tako Kaj pa to mučenje njega, o čemer govori zgodovina? legenda. Legenda. Iz 2., 3. Ker stoletja. recimo ti prvi zapisi Ne vemo, kako- prakristjanov v Rimu, ne, Ja. v času Nerona recimo, ne. To pa, da so bili preganjeni. Mislim, ampak oni so podobno živeli na ta način, ne? To bi jaz poudaril, da takrat,
ker se je to tako razbohotilo, vse to je ogrožalo gospodarski sistem, finančni sistem. In zato so jih tako preganjali. Naprimer, Plini poroča tam leta 112 cesarju Trajanu v Rim, da, ker je bil on tam guverner v Mali Aziji, da jih na silo kaznujejo tiste, ki se shajajo, tako zvane kristjane. Oni so se shajali 2-krat na dan. Zjutraj k molitvi in čaščenju Boga, sonca in tako naprej, prepevanju, in zvečer k nekrvavi večerji. To je sveta večerja, tudi Leonardova, ne? In on je zapisal, vprašam te, če pravilno nas postopamo, če oni odstopijo od skupne večerje in se shajamo samo zjutraj k bogoslužju, pa to, ne, jih pustimo pri miru, ne. In vidite, danes se to dogaja, ne. Po celem svetu imamo maše zjutraj, pa vse to, in jih pustijo popolnoma pri miru, ker nikoga ne ogroža. Dobro, no zdaj pa poglejva antipod tej Petrovi cerkvi, Pavlova cerkev. Pavel, vemo, zgodovinsko dokazano, ni bil Jezusov apostol. Imel je neko videnje na poti v Damask. Če ga je imun ali pa se je zmislil, ne? Ja. Ker ni prič bilo, ne. Dobro, ampak... Jaz študiram komunikacijo z onstranstvom. Ja. In če mi nekdo pride in pravi, je samo eno videnje Jezusovja, kot to pomeni, nič, ne. Ja. Ja. Lahko je to resno, če vidiš, kaj iz tega ven pride, ne. Če nekdo ti priporoča to in ono in vidiš, da je to zelo dobro in nekaj novega, Ja. potem je to pač dobro, ne. Dobro, kaj pa potem tiste znamenite besede, Savel, Savel, zakaj me preganjaš? To je vprašanje, kaj je on slišal. Pametno bi bilo, da jih je slišal, ker jih je res preganjal, ne, in se ni nikdar opravičil in jih je še naprej preganjal. On je do smrti jih preganjal, ja. Ja, ampak on se je potem On se ni proglasil nikdar za apostola. On se ni nikdar spreobrnil. Nikdar. Ko je videl, da on ne more pri preganjanju njih, da ni uspešen, se je tako naredil, kot da je mu videnje in se je urinil noter in je 3 leta se učil pri njih, vse videl, kako to deluje, in potem je on se polastil tega in je on začel učiti svoj evangelij, kot pravi. Moj evangelij je pravi, vaš evangelij je napačen, on je vse apostole, vse Jezusove učence in mu zakrivo verce, oni pa njega. Ja. Oni pa njega. Razumljivo. Ja. Samo odkje je ta moč, poglejte, ta njegov pristop, če tako milo rečem, ne? Ja, moč krive vere. Moč krive vere, je ta krivost Poglejte, tako močna, ja. da na tem stoji neka inštitucija, ki je izredno mogočna. V 2. 3. stoletju pišejo zgodovinarji od takrat, zlasti Porfirij, ne, ker je grški filozof, ki je živel v Rimu, on pravi, ljudje hodijo v cerkev, postajajo kristjani, da lahko meso jedo, pa vino pijejo. Ja. To je on pisal in to je bilo res. Cerkev se je razširila zaradi tega, ker ja, a niso Rimljani jeli mesa pa vina pili, pa še kako, ne? Ampak ne tisti, ki so bili organizirani v kakšnih filozofskih krožkih in so skušali svoje življenje poglobiti in spraviti v stik z naravo, ne. In tukaj je bila pa prva skupina, prva sekta, ja, ki je učila, da se lahko meso je in alkohol pije in tako naprej. In ljudje so pristopali, ne. No, če pogledamo, recimo, Jezus je nahranil recimo ljudi z ribami. Jedli so ribe. Nikoli jih ni z ribami nahranil, nikoli. Je to legenda? To so ribiči napisali. Ja?
V evangeliji se je širil okrog Sredozemlja, ki so sami ribiči bili. In ko so prepisovali, so same take reči odpisali. No, ampak že prvi kristjani so imeli za znak ribo, ni Ja, to? ampak ne zato, ker so ribe jedli, ja. Ja, ampak če gledamo njihov jedilnik, recimo, je bila riba Nikoli ni bila prisotna. riba na jedilniku. Ne? Nikoli. So In to če so potvorbe imeli- potem, kar Če so pišejo. imeli znak ribo, to pomeni v grščini ihthus, Jezus, tcheu, hios, soter. Mhm, To se pravi Jezus Kristus, Božji sin, odrešenik, mhm. v besedi riba. A ja? V besedi riba. Zato so imeli ta znak, spoznavni znak, ampak še nekaj bi je zelo poudaril. Ja? Jezus je rekel, moji učenci se bodo spoznavali med sabo pri lomljenju kruha. Mhm, Beseda lomljenja kruha je pa pomenila hrano, večerjo. mhm. Pri večerji se bodo spoznavali. Greš nekam, kjer ljudje jedo in vidiš, kaj jedo, in vidiš, kaj jedo in vidiš, da so tvoje sorte. Mhm. Povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si. Točno to je Jezus dal Ja? kot spoznavni znak svojih učencev. Mhm, Zdaj pa imamo njegov spoznavni znak za to, da žrejo meso kot nihče drug. mhm. Nihče drug tako kot kristijani. Nihče drug. Poglejte Božič, poglejte Veliko noč in tako naprej. Kaj se dogaja, pa če o ribah govorimo. Ja, ampak recimo ni to skrito v tej, recimo v teh dogmatičnih besedah, jejte moje telo, pijte mojo kri. Ja, seveda. Kaj je pomenilo, ki je mu v rok, tiste sadeže, ki so jih jeli? Mhm, Je rekel, to je moje telo, oziroma je rekel, iz tega je moje telo. In za pijačo sem imel sadne sokove in je rekel, iz te pijače je moja kri, to je vse. On je bil zdrav, vesel in tako naprej in je rekel, tako je zgrajeno moje. In iz tega so napravili tako štorijo, ne. V srednjem veku pobija ljudi, če niso to besedno tega verjeli in danes je osrednja točka, kot že stoletja in stoletja, osrednjo dogajanje je maša, ne? Ker je ta popolnoma potvorjena sveta večerja. Ne? mhm. Že beseda sveta večerja. Sprav vina sploh ni bilo na mizi. Kako? Pri zadnji večerji vina ni bilo na mizi. Vino, oni so gospodine postavila na mizo strjen, posušen sadni sok. Mhm. In potem so z žličko vzeli nekaj tega, pa vodo, to zmešali in to se imenovali vino. Aha. Sami so mešali. Gre samo za poimenovanje, ni pa bilo to vino kot Tako je. vino. Tako je. Ampak, ker smo ribe omenili, v Ja. današnjem času ribe, samo v Združenih državah Amerike pofutrajo 22 milijonov ton rib, 22 milijonov ton rib prašičem in kravam, Mhm. ki jih pa ni jemo. Tam so ribe noter. Ne? Ja, In s tem se uničujejo vsa morja, vse ravnovesje ekološko je padlo že skupaj in tudi ne bo nobene rešitve. Ni rešitve. zelo pesimistično ste to rekli, dr. To je Sussman. popolnoma realistično, kdo čas izgublja in misli, da se da ustaviti tok zgodovine, da se neha s tem krvavim početjem. Ker kri teče v potokih, vsak dan, vsak dan, vsak dan. In povsod greste v restauracijo, kamorkoli po hišah, kamorkoli, meso, 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 mrhovina, živali na mizi, ki so silno trpele. Človek bi rekel, tole zgleda tako okusno, lepo diši, bi kar ugriznil, ampak če se spomniš, kakšno trpljenje je od zadaj, Mhm. je nemogoče, da bi ugriznil to. Ne. Dr. Sussman, če se vrnem nazaj k tem evangelijem, omenili ste Magdalenin evangelij, ki naj bil pravzaprav, ona je zapisala Jezusove besede, zelo blizu avtentičnosti. Tukaj je zdaj ta izgubljeni evangelij po Judi Iškarjotu. Vse do zdaj smo imeli
tako so nas učili. Juda Iškarijota za izdajalca, bil je celo sinonim za izdajalstvo. To je cirkus je izmislena v drugem. Ja, ampak kaj, mislim, zdaj pa ta njegov evangelij, Čakaj, to vse- vedenje, da je bil celo najboljši prijatelj, Vidite to, najboljši ne? učenec Vidite Kristusov. to, en kar dober dokaz za to, kar ste zdaj rekli, je, da je pri zadnji večerji Jezus rekel Judi, pojdi in stori brž, kar imaš storiti. Ja, kako bo, to se pravi, imate tukaj pištolo, ne? In jaz vam rečem, ja, daj hitro jo vzemem, pa me ustreli, ne? Mhm. To je samomor. Ja. Ja. Ampak sta bila dogovorjena, ne? In Pilat je zato vedel, da on mora biti križan v petek, popoldne, da ne bo predolg na križu, da ga snamejo zvečer, ko se soboten počitek začne. Zato mu je rekel, pojdi hitro, Aha. naj pospešijo to, da ne bo to šele v nedeljo ali po ponedeljku. Kako komentirate ta izgubljeni evangelij? Samo trenutek, dr. Susman, ura je tolikšna, da povečava malce najin auditorij in povabiva gledalke in gledalce, da nas pokličejo. Dr. Susman je seveda preko vseh teh dokumentov zgodovine odprl vrsto stvari, ki niso v našem vedenju, ampak jih spoznavamo. Zato pokličite v področni kodi 04 233 1156, kar je telefonska številka našega studia. Vprašajte, malce boste morali pohiteti, kajti bliža se 21. ura, ko se bo oddaja zaokrožila. Med tem časom midva seveda pleteva naprej najin pogovor pri izgubljenem evangeliju Jude Iškarijota sva ostala. Ja, ima zelo lepe reči, no. Kako ga komentirate? Ampak ker je gnostičen evangelij, veliko mistike pa to, ne? Veliko abstraktnega, ne? Meni gre zmeri za to, koliko je konkretno za ljudi, da res, ko eno tako stvar preberejo, da vedo, kaj narediti, da bolj pametno živijo. Dobro, ampak mislim, zdaj ta najdeni izgubljeni evangelij. Ja. Imava sogovornica, dober večer. Ja, dober večer, Marina pri telefonu. Kdo? Marina. Gospa Marina, lep pozdrav. Režija, prosim, če lahko malce pojačate zvok. Kar na dan z besedo, gospa Marina. Zelo zanimivo oddaja, pa me samo zanima, kje bo išla ta nova knjiga od gospoda Susmana. Gospod Susman, kje bo išla ta vaša knjiga? Esenska poslanica se prav te dni tiska, morda je bila danes natisnjena in bo prišla v vse knjigarne, ne? Aha. Torej, v vseh knjigarnah, gospa Marina, Ja. bo. Ja. Imate Super, najlepša hvala. še kakšno drugo vprašanje? Ne, Hvala lepo vam. ga je videti pa poslušati. Ampak Hvala. je treba večkrat je treba prebrati, Ja, ne enkrat. to je vademekum, ne? Ja. To ni treba nobene druge knjige. Aha, to Ja. torej tudi govori tudi o zdravilstvu Jezusovem, ne? Ja. Doktor Susman, no, začeli ste svoj komentar o Judi Iškarijotu. Ja. Namreč to je popolnoma zdaj nekaj nasprotnega temu, kar so nas učili. Veste, tako je en tak velik učitelj, en tak velik mojster, je nemogoče, da bi do konca življenja enega tazga lumpa imel poleg sebe, kot naj bi bil Juda Iškarijot, kot ga slika cerkvena zgodovina. To bi bilo zelo čudno za Jezusa, da bi kaj tazga imel poleg sebe, ne? Ker je bil pronicljiv, mislim, Ja, seveda. jasnoviden in tako naprej, ne? Ja, seveda, ne. Torej imamo en podatek, morda se bo kirkat, overovil pa to, ne, da je bil on, Juda, ki je z Jezusom odšel po križanju v Indijo in v Šrinagar in tako naprej. Marija Magdalena ni šla takoj z Jezusom, Franciji sploh ni bila, kot govori cel svet. Ja. Samo v Angliji je 240 crkva njej posvečenih. Doktor Susman, imava obisk, dober večer. Halo, Ja? dobro večer. Gospod doktor, jaz bi nekaj vprašal. S kom pa govorimo? Jože. Gospod Jože, kar? Ja. Mene pa zanima tole, sicer malo bom preskočil.
To se pravi, s prvim papežem se je začel tako rekoč Rim in tako naprej. No, mislim, Rim je bil že prej, samo recimo, ki je prvi papež, drugi in tako naprej. Recimo, jaz zgodovino precej rad berem, pa tako naprej. Zgodovina nam prikazuje papeže v razne luči, recimo, če vzamemo Borgia. Ja. To so bili veliki prislušniki, pa tako naprej. Ja. Pa še drug so bili. Pa ogromno umorov je bilo tam noter. Aha, ali lahko se zožite na vprašanje? No, še nekaj bom, še naprej. No in zraven je pa tako, cerkev to vse skriva. Pa če vzamemo mi križarske pohode, ki bo to čisto zločinsko, a ne, če se tako vzame. Pa je bila ta inkvizicija, pa še druge stvari so bile, a ne. In kaj vi na to govorite, ker oni znajo tako ljudi prepričevati, da je to vse po volji Boga. Zraven je pa cerkev zmeraj učila, še jaz, ki mu šolo hodil, je bilo, da oblast je postavljena od Boga in je treba ubogati, pa ne glede kakšna je bila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jože, pravi, kako vi razlagate to, kar so ga tudi učili njega in nas, oblast je postavljena od Boga in je treba ubogati. Kdo je to pisal? Pavel. Ja? To je enkrat zapisal Pavel, ja. Vsaka oblast je od Boga, kakšna norost je to, ne? Aha. Kar tako, ne? No in obenem pa gospod Jože pravi, zakaj cerkev tako skriva, mislim, vse te svoje prevare, Veste, to je, vse papeže, Borže je omenil in tako naprej, vse nečednosti, ki so se dogajale. fanatizem, sektaštvo, s takimi ljudmi se sploh ne da govoriti, nima smisla govoriti. Nima smisla, Ampak zakaj cerkev to ker imajo skriva? prane možgane. Ja, cerkev to skriva, zakaj to skriva, sprašuje Jože. Ja. Rešuje tako svoje dogme, svojo pozicijo, ne. Na ta način. Saj pri cerkvi gre samo zgolj za politično, socialno ustanovo, pa nič drugega. Aha. Samo čas bi bil, da se neha sklicevati na Jezusa, a na prve kristjane. Imajo, kar imajo, ampak to nima veze z Jezusom. Ja. Nov sogovornik, dober večer. Dober večer, Ja, Vera tukaj? ja gospa Vera, samo trenutek, malce slabo vas slišimo, režija, prosim, pomoč. Ja. Se kaj bolj sliši? Ja, zdaj pa boljše. Vprašala bi dr. Susmana tole, ker on proučuje te zadeve. Če je bil Jezus dogovorjen z Judom po tem novem evangeliju, Ja, da ga izda, ja, in če je bil Jezus res tak učitelj, kot nas učijo, so Ja. nas učili, je moral videti, da Juda tega ne bo zdržal in da se bo pokončal, da se bo obesil. Kaj pa njegova karma, recimo Jezusova, da mu je dal tako nalogo, da tega on ni zdržal? Kako bi on to pojasnil? ja, gospa Vera, verjetno ste preslišali, sva že govorila s profesorjem o tem, da je to dejansko izmišljotina, da se je obesil, ker Judež je v resnici začel z njim v Indijo. Vendar še enkrat, bo dr. Susman, gospa Vera sprašuje tole, da je Jezus bil tak učitelj, velik učitelj, da bi lahko predvidel, da Judež ne bo tega zdržal. Saj to sem rekel že prej, ne? Ja? Sem rekel že prej, da bi predvidel, da je on sploh bil tak lump, ne vem kaj, ne? Da druge besede ne uporabljam, ne? No torej za lumpa ste rekli, da ga je naredila cerkev. Seveda, ne, to je to, ne. Ampak Jezus ga je videl kot močnega človeka in je zaradi tega Seveda, imel ta dogovor z njim. Ona sta bila skupaj prijatelja in samo Judežu je on ves načrt razložil o križanju. Samo Judežu. Samo njemu, ja. Ja. Torej, gospa Vera, kot vidite, doktor Susman je prej omenil tudi dokaz o tem, da tega samomora ni bilo, Judeževega, in da je Judež odšel s Kristusom v Indijo. To je seveda ena hipoteza, ena domneva. Ampak na osnovi nekega indica prav gotovo. Sem pa slišal to stvar, ne? Ja. In sicer, da je Judež pa še nekdo drug iz onstranstva sam to razodel, ne? Ja. Gre razodeti. Ja, govorijo s tem razodetjem iz onostranstva, da je bila to tudi potem sled do tega evangelija njegovega. Ne, Bo to držalo? tega tam mislim, da ni, ne.
ali je morda kakšna razlaga. Evangelij je bil težak za nas, ampak nima nobenih takih neresnic. Ne? Ja. Dobro, oddaja se počasi izteka. Hvala lepa tudi za vaša vprašanja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dr. Susman, če zaokroživa zdaj to, tudi kar so naši sogovorniki rekli, kakšen je potem kakšna je pravzaprav prava vera, kaj je krščanstvo? Recimo zdaj v prepletu resnice in neresnice. Neresnice 2000-letne... To je prav gotovo, da se strne v stavku ljubi Boga nad vse in svojega bližnjega. Ne? In naš bližnji je vse, kar je, tudi živali. Ne? Tudi živali. In tukaj smo pričakovali stoletja, da bo nekdo obrnil so stvar in se ni dalo in je konc, se ne da tega napraviti. Vsa stvar bo stekla v konec sveta, ne, v hude katastrofe, segrevanje zemlje, mesojedstvo pa živinoreja povzroča toliko segrevanja ozračja, kot avtomobili. Doktor Susman, kaj pa... In to lahko vsak dan naredimo, pri mizi, ko jemo. Ja, kaj pa pojav Mesije? Mesija? Ja. Da bi prišel spet. Ja, da je med nami pravzaprav, kot pravijo nekateri vici, celo nekatere fotografije krožijo po svetu. Kako vi to komentirate? To je tako, da čim večja je ena osebnost, tem večkrat se inkarnira in v tem več telesih. Jezus je lahko prisoten na svetu v 10, 20 telesih kot učitelj. Kdor je gledal Mali Buda, to ve in zelo priporočam ta film. Iščejo enega naslednika, enega meniha, ki je inkarniran in na koncu izkaže, da so trije. In to je bil njihov nauk in je njihov nauk in pri Indijancih tudi. Čim više je ena inkarnacija, ena osebnost, v tem več osebno, tako da je Jezus lahko med nami v velik telesih. Ne. Profesor dr. Frances Susman, zahvaljujem se vam za ta pogovor v oddaji, v tem jedru resničnosti in mislim, da je bila v teh klicih naših gledalk in gledalcev neka tiha podmena, ki ni bila izrečena, pa vas jaz prosim, bodite še bolj prodorni s temi resnicami, do katerih ste se dokopali in jih razširite med ljudmi. To je res, da bi največji problem, da človek ve za reči, pa skuša previdno pa to podajati. Ampak niso bila previdna, mislim, niso bila previdna. To je treba jasno govoriti. Ja, hvala vam lepa za to jasnost, dr. Susman. Ja, še eno bi jaz rekel, recimo en Ratzinger, en papež, ja, to je prav neumen človek, ki ima tako pozicijo, toliko vpliva, pa ni sposoben na par ljudi svetovnih kapacitet poklicati, da mu pomagajo vsaj nekaj narediti na tem svetu. In tega ne bom nikoli naredil, zato ni nobene, od politike tudi ni za pričakovati, od univerz nikjer ni za pričakovati, da se to splošno klanja. Pa ena stvar je še zelo huda, ki jo nismo omenili, in to je finančni sistem. To je pa že tema za drugo oddajo. Nihče ne sme posedovati več, kot potrebuje. Ja. Bom dal v razmislek, mislim, to, kar ste rekli pred oddajo, ko so se pogovarjala, zakaj se nek otrok rodi v bedi, nek drug pa popolnoma v drugem. Ampak to je res tema za naslednjo oddajo. Hvala za izziv, profesor dr. Susman, za ta obisk. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, malce smo se zamislili, kaj ne, ampak ko bomo razmišljali o teh stvareh,
bodo seveda stvari še jasnejše in morda bomo s pomočjo literature z tega področja našli še marsikakšen odgovor. Sicer pa tudi v kakšni naslednji oddaji. Videnje.